podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Z vami je Katarina Matejčič. Zaradi nerazvitega kapitalskega trga in slabe finančne pismenosti Slovencev imamo v denarnicah manj denarja vsi, tako prebivalci kot država. Razlogov za to je več, eden med njimi pa je tudi bipolarnost ljudi, pravi Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A. Tako da v bistvu je to v eni in isti osebi, smo ekstremno konzervativni za veliko glavnino svojega premoženja ali pa rečemo svojo dediščino, na drugi strani pa kupujemo v bistvu te, loterijske srečke za drastičen dvig življenjskega standarda na drugi strani. Slovenci smo namreč predvsem pregovorno varčni in tudi konzervativni pri svojih vlaganjih, zato imamo samo na naših bankah več kot 26 milijard evrov depozitov, podjetje še dobrih 10 milijard, od tega je več kot 82% brez vezave na vpogled, ki so torej obrastovane skoraj blizu nič. Kako to spremeniti brez pretiranega nagiba v drugo skrajnost in kako hkrati spodbuditi tudi razvoj slovenskega kapitalskega trga z ljubljansko borzo na čelu, sicer eno najbolj donosnih ne samo v Evropi, ampak celo na svetu, kjer zaseda zavidljivo 6. mesto. Rešitev je samo ena, znanje, je prepričan Matic Jerko iz Delavske hranilnice. Še enkrat znanje in pa mislim, da bo posledica vlaganje tudi v druge inštrumente, ne samo v depozite. In tega se že zavedajo tudi nekateri najstniki, ki zaradi manjka tovrstnih informacij v šolah znanje iščejo drugje, tudi v finančni šoli častnika Finance. Eden med njimi je 16-letni Matija Tavčar, ki si ne želi postati oziroma ostati tradicionalen Slovenec. Že zdaj si želi več od tega. Ja, več informacij, kako se v bistvu lahko upravlja s svojimi finančnimi sredstvi, kam se jih lahko vlaga, kako jih lahko privarčuješ, kaj je pametno, kaj ni pametno, v bistvu nasvete največ. Kaj pa, zdaj imaš že kaj prihrankov, že kaj delaš z njimi ali je to čisto začetek? Imam prihranke seveda od, bi rekli, nerednih dohodkov oziroma od žepnine in štipendije, sicer pa, da bi kaj resno vlagal, pa ne. Zaenkrat imaš torej denar na računu, tako kot večina Slovencev? Ja, tradicionalno slovensko, ja. Seveda se to ni zgodilo čez noč, še dlje bo verjetno trajalo, da se naša miselnost spremeni. Nismo samo mi takšni, miri Blaž Hribar. Zdaj Slovenci smo tudi samo ljudje, tako da, če začneva kle, ljudje imamo svoje hibe, svoje pomanjkljivosti, In zdaj, če se navežemo na finančni svet, te hibe, te pomanjkljivosti, šibkosti izhajajo iz dveh virov. Eno je, da reči temu omejena racionalnost, torej koliko miselnega napora smo pripravljeni vložiti v naše finance. A nam je to zabavno, a nam je to naporno. Veliki večini, če jih vprašate, če jim je matematika všeč, bojo odgovorili ne. Če znajo zračunati obresti za posojilo ali pa za naložbo, tako bom rekel na hiter čez prst, na pamet ali pa s papirjem, bo verjetno odgovor ne. Torej to so, bom rekel, dokaj težke naloge za povprečnega človeka. Pa ne zato, ker ne bi bil tega sposoben se naučiti ali pa o tem razmišljati, ampak zato, ker enostavno nismo voljni nameniti naše energije temu problemu. Zdijo se nam te problemi oddaljeni, ne za nas, ne še dovolj pomembni. Rešujemo tiste akutne probleme, zadovoljujemo običajno potrebe, ki so blizu, časovno in blizu nam, tako z vidika užitka, z vidika zadovoljstva, z vidika neke, bom rekel, hitre zmage, ki nam je na razpolago. To je v bistvu drug sklop težav, ki nam delajo težave v finančnem svetu, to so pa naša čustva v bistvu. Torej omejena uporaba razuma in pretirano zanašanje na čustva oziroma na tisto, kar nam omogoča neko hitro bližnjico med tem dvema. In to ni edina dvojnost, ki nas omejuje oziroma zavira. Slovenci imamo malo, bom rekel, bipolarne motnje, kar se premoženja tiče. Na eni strani smo izredno konzervativni. Če pogledamo sestavo našega premoženja, res, od finančnega premoženja imamo čez 70% premoženja v bistvu na banki pa v gotovini, če govorijo samo finančno. To je ena najvišjih številk v evroobmočju. Po drugi strani smo bili pa eni od pionirjev na kriptotrgu, na bitcoinu. To je pa, mislim, da posledica predvsem tega, da ne smemo manjkati pri tej naložbi, ko vidimo, da vse raste, pa se pa velikokrat zgodi, da vstopimo na vrhu, pa naložba pade. Tako da takrat, ko frizer nam začne prav to neki naložbi, da je dobra, takrat beži iz te naložbe.
Tudi frizer ima namreč verjetno podobne vzorce in izhaja iz istega sistema. To je ključno, razlaga Hribar. Pomembno je tudi, kako ste bili vzgojeni oziroma iz katerega sistema izhajamo. Ne? In Slovenija je bila do leta 1991 v socializmu. V socializmu ni bilo razvitega kapitalskega trga. Ne? Šele po tem obdobju se je kapitalski trg v Sloveniji začel malce razvijati in je še danes, če smo čisto iskreni, predvsej v povojih, ne? Saj relativno na razvite zahodne finančne trge. In kaj so nas takrat učili? Kaj so vas naučili babice, detki, očetje, učitelji? Ne? Ja, imeli smo banke, imeli smo denar, po možnosti nemške marke, ne? Torej nek drug denar, gotovino. Imeli smo zavarovalnice, torej zavarovanja, in imeli smo nepremičnine. Najbolj naložbeno uspešne zgodbe iz 80-ih let, ne, so povezane z nepremičninami. In to je tisto, kar so nas naučili. In spet, naučili so nas dvojnosti dveh skrajnosti. Samo to smo tudi poznali. Zgodovinsko gledano smo imeli samo te ekstremno konzervativne, deloma državno podprte zadeve, kot depoziti zavarovalnice, nepremičnine, na drugi strani pa tiste čist privat, čist outsiderske, neke long shote, neke zelo tvegane naložbe, ne? Od catch the casha in podobnih zadev, ne? Kar se Janezek nauči, to Janezek zna, ne? Pa jabolko ne pade daleč od drevesa, ne? Torej delali bomo tako kot naši starši, stari starši. Moramo pa majčkeno jih dregant, da pridejo proti sredini. Kako to narediti? Državna obveznica je bil lep prikaz, da ni treba veliko. Da pa je treba malo spodbude, pa malo sistem prilagoditi. In na koncu je zmaga tako za državo, recimo v tem primeru, ki je dobila svežih 250 ali koliko milijonov sredstev, in za posameznike, ki so dobili bistveno bolj zanimivo naložbo kot pa bančni depozit. A to so, tako ljudje kot država, začeli spoznavati šele v zadnjem času. Predtem je bil vrstni red oziroma nabor možnosti naložb zelo jasen in tudi okrnjen. Nepremičnina, depozit, denar, gotovina, varna tuja neka gotovina in potem pridemo morda do česa drugega, kar pa v bistvu se moramo naučiti v odrasli dobi. In to učenje teh vzorcev v odrasli dobi je naporno nekaj novega se naučiti. Če bi to nam bilo naučeno, priučeno kot otrokom, bi to imeli. Tako pa tega nimamo in se moramo priučiti. A pozor, naučiti se ne pomeni biti pameten po moški košarki, sploh ne v obdobju debelih krav. 20 let nazaj, ko smo šli na kakšno pivo s prijatelji, pa te vprašajo, kaj delaš, ne? Ja, naložbe. Okay, takrat so bila taka leta, recimo 2007, ne, da so vsi ostali govorili. Ne? Jaz sem pa dejansko to delal 8 ur na dan, pa 10 plus izobraževal vse, ne, pa nisem prišel do besede. Ne. Tako da, tako vzdušje je bilo, da so bili izredno entuzijastični, navijaški, no, tako kot danes za Slovenijo nogometaše, recimo, ne. Tako so bili takrat za tiste slovenske delance, za balkanske delance. Ne. Spet, tudi tu Slovenci nismo prav nobena izjema. Ob koktelih so že od nekdaj radi nasvete delile namreč tudi Američani. Peter Lynch je bil en legendarni investitor, upravljalcenega sklada v Ameriki v 80-ih. On je temu rekel cocktail party indicator. Rekel, ko greva ženo na cocktail party, ne, ko se predstavim, kaj delam, ne, v normalnih časih jih zanima, kaj delam, malo razložim in tako. Ko pa ne, je euforija, takrat jaz povem, kaj delam, in potem oni meni začnejo vsi razlagati z vseh strani, kaj so oni naložili, kam bi mogel nalagati, kaj je zdaj vroča naložba. Takrat pa rečem, cocktail party indicator sveti rdeče, ne, torej trg se bliža vrhuncu. Ne. Zato strokovnjak, ki se s tem ukvarja že desetletja, svetuje. Več denarja bi mogli imeti v malce bolj tveganih, a razpršenih naložbah. Ne govorim o tem, da moramo imeti več denarja v tveganih naložbah, tveganih na tretjo potenco. Govorimo o tem v drugih naložbenih kategorijah. Niso samo nepremičnine, depozit, gotovina pa zavarovanje. Obstajajo zdaj tudi delnice, ki jih Slovenci nimamo praktično nič. Obstajajo vzajemni skladi, se je nekaj prijel. Obstajajo pokojninski skladi, se tudi nekaj prijemlje. Ne? In tako naprej. Torej, moramo iti proti tej poti, kako premakniti dejansko to goro denarja. Ta gora denarja so pa racionalni ljudje zadaj. Ne? In racionalni ljudje vedo, da brez truda, vložka ni nič. Jaz temu rečem, to je tako, kot biti odgovoren sebe za finance ali pa biti dober upravitelj. Konec konca je vsak dan isto, tako kot biti dober športnik. Ne? Zjutraj moraš vstati, moraš narediti svojo telovadbo, moraš narediti svojo prehrano, moraš oddelati svoj trening. Ne?
Enako je z svojimi financami, enako je z, ne vem, službo. In tukaj se treba odločiti, da se greš v narekovaju ta šport. Ker se odločaš, je treba biti discipliniran. Potem pa gre. A je lahko? Ne, ni lahko. Sploh, ker imamo Slovenci na tem področju čudežno dober zgodovinski spomin. Ene same slabe zgodbe očitno ne bomo pozabili. Nikoli. NKBM, delnica, to je najgrša možna beseda, ki jo Slovencev lahko rečeš z vidika delniških naložb. Če ga hočeš odvrniti od delnic, samo to umeni. Vsi imajo negativno izkušnjo, ekstremno negativno izkušnjo in ta ekstremno negativna izkušnja je še kar nekako z nami, oziroma vse manj, ampak vseeno je nekako v psihi Slovenca, da tvegane naložbe so nekako zelo, zelo tvegane. In da lahko vse izgubiš in tako naprej. Ja, če investiraš res riskantno, res koncentrirano, če razpršiš, je nekaj drugega, ampak te šole mi nismo dali čez. Kljub temu se stvari izboljšujejo, premiki na trgu so vidni. Kaj raste v zadnjem času, kaj se spreminja? Spreminja se, da nekako kapitalski trg malce pridobiva, vzajemni skladi se solidno prodajajo, pokojninska varčevanja so dosegla že kar velik del svojega namena. Obveznice, tudi tukaj se nekaj malega dogaja, slovenska podjetja so spoznala, da obstajajo tudi možnosti za izdajo obveznic, da smo tukaj pokojninski skladi, vzajemni skladi, premožni posamezniki, premožni privatniki, ki tudi kupujejo obveznice. Da je tukaj banka nekaj. ni edini. Da ni edini, da je edini in pomemben, ko imaš vse kljukce, torej ko si bankable, se reče v grdi slovenščini, takrat ja, ko pa nimaš vseh pogojev za bančno financiranje, pa obstajajo tudi druge možnosti. A da to ni dovolj, se zaveda tudi država, ki želi poživiti in krasti spodbuditi naš kapitalski trg. Delamo, je Jasna Nikolina Prah, državna sekretarka na Ministrstvu za finance. Lani je vlada sprejela prvo strategijo doslej razvoja kapitalskega trga v Sloveniji do leta 2030, kar pomeni tudi to, da doslej mogoče ta segment finančnega sistema ni bil ravno prepoznan kot pomembnejši. Tako kot ste lepo omenili, visoki deleži bančnih depozitov pomeni tudi to, da imamo naš bančni sistem zelo dobro razvit, na visokem nivoju, ljudje ga prepoznajo. Ravno tako, če govorimo o finančnem sistemu, zavarovalništvo je tudi prepoznano, vsi smo vsaj za nekaj zavarovani, nam je ta del poznan. Medtem ko trg kapitala je pa vedno tako, doslej bil mišljen kot, to je pa bolj za špekulante, za bogataše, to pa ni za nas, In raven to smo želeli tudi nasloviti skozi to našo strategijo, ki naslavlja nekako 3 dele. Eden je, ki je seveda aktualen vedno, digitalizacija. Drugi, na povečanje ponudbe finančnih inštrumentov, kot ste omenili, tudi naša Ljubljanska borza pravzaprav se trguje predvsem z osnovnimi finančnimi inštrumenti, torej delnice, obveznice, menice. In tretji del, finančno opismenjevanje. Ta del se nanaša tako na prebivalstvo kot na gospodarstvo. Eden prvih korakov je bil izdaja že omenjenih in tako imenovanih ljudskih obveznic, ki so jih sicer že pred nami in še uspešneje izdali tudi Hrvati. Zelo se nam zdi uspešen ta projekt, predvsem zato, ker se je odprl skoraj 6.000 novih trgovalnih računov. To pomeni, da je vsaj nekih 6.000 ljudi prišlo do borznoposredniških družb, bank, dobili nek nasvet, dobili vpogled v to, kaj trgovalni račun sploh je, konec koncev, kaj je državna obveznica, kakšen finančni inštrument to je, kaj pomeni ročnost, kaj je obrestna mera. Tako da mogoče to je že tisti en prvi korak k temu, da se ozavesti tudi v Sloveniji prebivalstvo in gospodarstvo, kaj sploh ponuja ta trg kapitala. Ne samo prej in uspešneje, južni sosedi so to naredili tudi bistveno enostavneje, saj za nakup ne potrebujejo trgovalnega računa pri borzni hiši ali banki, kar seveda pomeni nižje stroške nakupa. Postopek mora biti čim bolj enostaven, meni Hribar. Pravi recept je, da se uporabniku, če tako rečeva v modernem jeziku digitalne dobe, omogoči čim bolj lahkotna izkušnja. Torej, da je čim manjši napor potreben, da ti od tega, da se odločil, do tega, da to izvedeš, prideš po tej poti. In ja, primer te obveznic, hrvaška ali pa slovenska edicija, je ta odpiranje trgovalnega računa. Ta korak je bil rahlo boleč. Tudi mi smo želeli slediti hrvaškemu zgledu, priznava državna sekretarka, a smo pri tem naleteli na zakonske ovire, ki pa jih poskušamo tudi s pomočjo sosedov odpraviti. Tukaj moram samo povedati, da se nam je malo zataknili pri tem, kako se izvaja, bomo rekli, preprečevanje, torej procesi, ukrepi z vidika preprečevanja pranja denarja. Teh je kaj precej in torej, ko ti odpiraš tu trgovalni račun, je potrebno tudi ta postopek opraviti. Zdaj, če gre to za
torej nenadzorovano institucijo, torej oziroma za institucijo, za katere te obveznosti ne veljajo ali pa nima kadrov, ki bi to izvajala, nismo našli še rešitve, kako bi ta postopek izvedli. Razmišljamo, dodaja Prahova, tako v smeri poenostavitev, kot tudi ugodnejše davčne politike pri tovrstnih naložbah. Zelo intenzivno delamo tudi na teh individualnih finančnih računih za fizične osebe, torej kot neke vrste poseben račun, ki bi ga lahko fizična oseba imela z namenom trgovanja z finančnimi inštrumenti na organiziranem trgu. Torej, lahko bi kupoval, prodajal, prejemal na dividende, druge prihodke iz kapitala, ki ga ima, in ne bi nastala davčna obveznost, naprimer, dokler ne pride do izplačila. To bi bilo vezano torej na neko ugodnejšo davčno obravnavo, tako da tudi to bo nek moment, ki bo približal se fizičnim osebam. Ravno nedolgo nazaj smo imeli tudi na našem strateškem svetu za davke predstavitev morebitnih sprememb tudi na kapitalskem trgu. Ena od teh, ki je tudi del strategije, je ravno ta, da bi tudi do 1000 evrov, bomo rekli, kapitalskih dobičkov bilo neobdavčenih na enak način, kot so trenutno depoziti. In posledično torej, da se ne bi seštevalo. Je pa to seveda stvar, ki je potrebno še preučiti. To bi bilo vsekakor dobrodošlo, ocenjuje Hribar, in bi spodbudilo vlaganje Slovencev. Oni vejo, da na depozitu dobite 1000 evrov obresti neobdavčenih. Vejo, da na obveznicah pa to ni neobdavčeno. Vejo, da na delnicah ni neobdavčeno in tako naprej. Torej, kolikor izenačite pravila igre, kolikor premaknete pravila igre malo to, bom rekel, sredino, se bojo ljudje premaknili. Da pa bo tudi možnosti in priložnosti doma še več, je treba nekaj dodatnega zagona dati tudi našemu kapitalskemu trgu. Kakšen je načrt? Obstaja morda tudi možnost uvrstitve katerega od državnih podjetij na borzo. Največkrat sta se tu omenjala Dars in HSE. Tisto strategijo, ki sem prej omenila, končni cilj je doseči status razvijajočega trga. To pomeni, da moramo povečati seveda tržno kapitalizacijo, ki je v Sloveniji prenizka, da bi dosegli ta status, in likvidnost. Delovna skupina na tem intenzivno dela, sestavljena iz Ministrstva za finance, borze, regulatorja, tako da ta seznam bo narejen. Nekoliko smo tudi vezani na sprejem strategije upravljanja kapitalskih naložb, tako da vidimo, kako bodo klasificirane posamezne naložbe, in potem je to zagotovo lahko eden izmed usmeritev, če je katera od teh družb seveda primerna za prodajo oziroma za uvrstitev na organiziran trg. Je bilo pa kar veliko govora, tako kot ste omenili, za to in ono družbo. Dejstvo je, da te družbe, ki izračunavajo indekse, praviloma so to bonitetne agencije, imajo zelo specifična pravila, tudi glede tržne kapitalizacije. Ne bi bilo dovolj, naprimer, da se ena velika družba še uvrsti, pa bi mi kar dosegli ta status, ampak mora biti to mogoče bolj raznoliko, več takih družb, zagotoviti tudi na različne načine, seveda potem tudi likvidnost. Tako da tukaj treba vseeno malo preučiti stvari, preden se odločimo za konkretne korake. A napredek je viden že zdaj, čeprav si za to težko pripišemo zasluge, je iskrena sogovornica. Tržna kapitalizacija samo od lanskega leta, torej od 31.12.2023, ko je bila približno, govorimo o lastniških papirjih, približno 9 milijard evrov, je danes že okoli 11. Tako da se je nekako pol leta se je ta tržna kapitalizacija že povečala. Ne bom rekla, da je to zaradi strategije razvoja kapitalskega trga, ampak okolje trenutno takšno je očitno. Kako pa na ta bikovski trg? S&P Top je bil recimo v letošnjem prvem polletju donosnejši celo od ameriškega Nasdaka, pritegniti tudi domače igralce, sploh pokojninske družbe. Njihovi hrvaški kolegi so namreč veliko večji ljubitelji slovenskih blue chipov kot oni. Razmišljamo tudi o tem, zagotavlja Nikolina Prah. Zdaj z pokojninsko reformo, ki se pripravlja in so izhodišča nekako že vsaj v grobem znana, tudi v drugem stebru se na podlagi predlogov tudi industrije se pripravljajo izhodišča, ki bi tudi to nekoliko možnost naložbeno pokojninskih skladov razrahljala. Za kar si prizadeva predvsem naša start-up scena, ki tudi zato precej zaostaja za Hrvaško. Zdaj podjetjem velikokrat ne preostane drugega kot lasten kapital. To velja tudi za kranjski Gentle Stories, ki je za svojo aplikacijo za pametno uro že 2-krat prejel prestižno Appleovo nagrado. Ko nismo več zmogli sami, smo se obrnili na zahod, se spominja direktorica in soustanoviteljica Katarina Lotrič. Ja. Mi smo bootstrapani, kar pomeni, da smo najprej investirali svoj kapital, potem smo se prijavili za P2, kar so neke finančne pomoči strani Evrope, smo dobili 54.000 razporejenih na 2 leti, zelo nerodno razporejenih, moram reči. Najprej smo dobili 10.000, čez pol leta 12.000 in čez 1 leto preostank. Tako da
je bila pomoč, ampak vse smo mogli še sami malo takrat doštukati. So zato kdaj razmišljali tudi o selitvi v tujino? Ne, je jasna podjetnica. Bi rekla, če bi mi sedeli v Silicon Valleyju, mi štirje, mi ne bi preživeli 1 leto s tem, kolikor smo mi vložili v firmo, tam bi absolutno rabili rejzati. Tako da se mi zdi to, da mi sedimo tukaj, pa lansiramo produkt v cel svet, je na nek način prednost. Ne. Zdaj je razlika, a loviš unikorna, mi ga ne. Mi buildamo sustainable business, mi bi radi bili na trgu kar nekaj časa z več produkti. Tako da ogromno nam pomeni tudi na način, kako delamo. Niso vse samo cifre konc meseca, ampak je pač so tudi day-to-day business med nami, med sodelavci, tako da jaz bi rekla, za nas je sedeti v Sloveniji neke vrste privilegij. Na srečo je to tudi ta riziko in komaj porazdeljen prek celega sveta, tako da neke lokalne ekonomije se nas toliko ne tičejo. In ne vem, mi se ne bi selili, da bi bila pa kakšna pomoč države ali pa da bi bile ugodne razmere za podjetnike v Sloveniji, to pa absolutno ne. Ne samo, da razmere niso ugodne, celo uspešni Slovenci, Gentler Stories je recimo že drugo podjetje Lotričeve, priznavajo, da je njihovo finančno stanje zdaj ali pa je vsaj bilo zelo osnovno. Jaz bi rekla nekaj prav tako, kot si rekla, osnovno finančno pismeni smo bili. Vsem smo imeli nekaj izkušenj že iz sveta startupov, recimo predtem sva bila z Lukom co-founderja, pa v resnici sem bila iz leta 2013, sem bila del programa Podjetno v svet podjetništva. To so občine delale regijsko in tisto mi je bilo super. Tisto je bil nek prvi resen stik z vsemi stebri podjetništva, neka osnova, pa se poučiš on field, bi rekla. No. Vsaka pomoč je torej dobrodošla. Bi bilo torej smiselno predmet podjetništvo ali finance vpeljati že osnovne ali pa vsaj srednje šole? Nekaj znanja učenci dobijo že zdaj, je prepričan dr. Janez Vogrinc, dekan Pedagoške fakultete v Ljubljani. Ja, v obstoječem sistemu in pa v obstoječem kurikulu, takšne kakršnega imamo, so to vsebine, ki so vključene v predmet gospodinjstvo. Torej, predmet gospodinjstvo ima tudi ekonomiko in torej gospodinjstvo je uvrščeno v 5. in pa 6. razred osnovne šole. Tako da nekaj znanja, nekaj osnovnega znanja z tega področja naši učenci zagotovo že sedaj usvojijo. Zato tak nov predmet, pravi dekan, ni predviden. Skratka, mi nismo razmišljali na način, da bi za finančno pismenost potrebovali v našem šolskem sistemu poseben predmet. Ampak se nam zdi to tema, ki mora biti vključena v ostale predmete. Se pravi, kot nek skupen cilj, kot neko integrirano področje, ki se razvija v okviru ostalih predmetov. Bi se dalo torej tovrstna znanja pridobiti z združevanjem teorije in prakse v okviru obstoječih programov? Se pravi, ko gre za to, da ne bi se neko področje, neka vsebina obravnavala integrirano v okviru ostalih predmetov, lahko uporabim res samo ta primer, torej kot izvrsten primer, ki ste ga vi navedli. Se pravi, da se tudi pri matematiki z nalogami, ki jih rešujejo, torej z vsebino teh nalog, dejansko razvija v tem primeru finančna pismenost. Torej govorimo o tako imenovanih avtentičnih nalogah. Torej, ko učenca postavimo v neko situacijo, ko mora matematično znanje uporabiti za to, da reši neko življenjsko situacijo, se pravi v tem primeru recimo nekaj z področja financa. Ampak moramo pa se tega tudi zelo dobro zavedati, da je pa to za učence izredno težko in tudi za dijake. Se pravi, zelo pogosto se zgodi, da učenci brez težav nekaj rešijo z področja matematike, torej ko gre za nek zgolj matematični izračun, ko je pa potrebno točno to formulo oziroma točno to matematično znanje uporabiti v neki konkretni življenjski situaciji, so pa dosežki naših učencev zelo pogosto slabi ali pa se slabši. In to je pravzaprav tista težava in to je nek napredek, ki ga mi moramo nekako doseči. In napredka ni moč doseči čez noč, a se da, sploh ker je ponudba zdaj precejšna, se strinja tudi Matic Jerko iz Delavske hranilnice. Jaz mislim, da tukaj je predvsem tek na dolge proge. Se pravi, zdaj gremo v pravo smer, da mladino tudi finančno opismenjujemo. Rabimo pa menjavo generacije, da začnejo potem razmišljati tudi o drugih produktih, kot so pa samo bančni depoziti. To nam je bilo pa v bistvu podano v zibelko že od naših starih staršev, ko so tudi za nas
ko smo bili mi otroci, varčevali na ta način, so rekli, tukaj imaš pa vezana sredstva, zdaj so pa tvoja, ali pa je šlo za neko obročno varčevanje. Ne. Vse se je dogajalo na bankah, mogoče še iz prejšnjega sistema, ko je bil manj razvit tak kapitalski trg. Zdaj imamo pa večjo paleto teh produktov, moramo se pa spoznati z njimi. Moderna tehnologija nam, še posebej mlajšim generacijam, ki so zrasle z njo, omogoča hiter in lahek dostop. Hvala Bogu imamo tudi razne aplikacije, ki v bistvu prek tega imamo trgovalne račune. Trgovalni računi so bolj dostopni, se pravi tudi iz tujine. Tudi sam imam na primer odprt v Nemčiji trgovalni račun, se pravi so cenejši, bolj dostopni, sama transakcija je cenejša. To je ena plat. Druga plat je pa tudi jaz, ki se z vrstniki pogovarjam ali pa z mlajšim generacijam, se vse bolj pogovarjamo o delnicah, ne več toliko o depozitih. Se pravi, zavedamo se tega, kaj je inflacija, kako nam požira v bistvu vrednost denarja in pa da nekako na prav način, na dolgi rok nadomestimo, se pravi, da imamo nek realni donos. Pozitiven donos pa seveda ni samoumeven, a včasih je tudi slaba izkušnja, izguba, taka, ki so jo mnogi doživeli pri že omenjeni NKBM, lahko celo pozitivna, je optimističen Jerko. Se pravi, komunikacija, izobraževanje, medtem ko se pa z očetom pogovarjam, so bile pa zgodbe, naprimer so vložili v NKBM ali podobne zgodbe, vsak se more enkrat upeči. Ali pa Balkan je bil v zgodovini, potem se pa v bistvu štrika bojijo kot kače. Tako da jaz mislim, da tudi jaz, moja generacija in pa mlajše generacije morajo iti mogoče z manjšimi zneski čez to bolečino in pa seveda zavedati se moramo, da je varčevanje pot na dolge proge. Pa najstniki. Nekateri med njimi se že zelo dobro zavedajo, da finančna pismenost ni samo plus, ampak že kar pogoj za uspešno življenje. 14-letni Nec Guček se je zato finančne šole časnika Finance udeležil že večkrat. Ker me zanimajo finance in podjetništvo, ker hočem, ko bom odrasel, da bi imel svoje podjetje. Zato si že zdaj beleži vse prejemke in izdatke. In rezultati so tu, razlaga Nec, ki ima zelo jasne načrte. Največ sem prehrano, ko ne hodim več tako trgovina zapravljati. In kaj boš potem, zdaj si rekel, da imaš vedno več prihrankov, kaj pa želiš z njimi narediti? Ja, da bom imel, ko bom odrasel, čim več sredstev, da si lahko čim prej ustvaril podjetje. Kdaj pa si postavil kakšno mejo, kakšen cilj, kdaj bi recimo želel, je to že na faksu, po faksu, mogoče že po srednji šoli? Po faksu, ko bi star 22 tam okoli. Kakšno podjetje pa bi imel, kaj bi delalo podjetje? To pa še ne vem, moram še dobiti ideje. Kaj bi prvič študiral? Ekonomijo. Prvič pa je finančno znanje pridobival 16-letni Matija Tavčar. Enostavno si želi več, vsega. Ja, več informacij, kako se v bistvu lahko upravlja s svojimi finančnimi sredstvi, kam se jih lahko vlaga, kako jih lahko privarčuješ, kaj je pametno, kaj ni pametno, v bistvu na svete največ. Kaj pa zdaj imaš že kaj prihrankov, že kaj delaš z njimi ali je to čisto začetek? Imam prihranke seveda od, bi rekli, nerednih dohodkov oziroma od žepnine in štipendije, sicer pa, da bi kaj resno vlagal, pa ne. Zaenkrat imaš torej denar na računu, tako kot večina Slovencev? Ja, tradicionalno slovensko, ja. Da tradicija ne bi prevladala, bi denar rad vložil tudi drugam. Ja, jaz bi najrajši v delnice, zato ker že vem, kateri so te likvidni inštrumenti in se mi zdi ne samo iz mojega vidika, ma tudi iz vidika podjetij, da dobijo svež kapital, da lahko nekaj ustvarjajo v Sloveniji in tudi tujini. Tako da delnice bi bile najbolj. Bi na slovenskem finančnem trgu, torej bi slovenske blue chipe, Krka, NLB, Cinkarna, Celje in tako naprej vlagal, ali bi šel tudi mogoče kaj na tuje trge, v Ameriko, tam je strašno donosno, so vsi tehnološki velikani v letošnjem letu? Jaz bi za začetek krajši v Sloveniji, da se navadimo, kako je v domovini, ne pa v tujini tudi, kako poteka na večjih trgih. Pa donos, kakšnega si želi oziroma pričakuje?
Ja, jaz mislim, vsak tisti, ki je nad inflacijo dober, ne, da vsaj, če ne profita, da si na ničli, ne, če ne drugega, sicer pa više, ko je boljše. Ne. Više, bolje pa si želijo tudi ženske, ki so v tem poslovnem, predvsem pa finančnem svetu še vedno v manjšini. Zakaj? Mi smo zelo velikokrat deležni nekega takega malo pokroviteljskega odnosa, ne jemlje se nas resno, bolj se moramo dokazovati. Tako pač ni lahko, se mi zdi, da več ovir moramo na tej poti preskakovati kot moški. Kar spet izhaja iz zgodovine, se strinja Neža Molk, ena redkih žensk v tej panogi, ki zelo uspešno investira na trgovalni platformi eToro. Jaz bi rekla, da je to vse dosti zgodovinsko povezano, da je to nekako tradicionalno bolj moška industrija. Ne pravim pa, da se to ne izboljšuje. Jaz vidim tudi tukaj, koliko je veliko punc na vaši šoli za najstnike, vidim, koliko se vrstnic mojih začenja zanimati. Ampak tukaj je pa še tudi to, ženske imamo tudi to vlogo v družini, da v bistvu bolj vse skrbimo, še vedno zgodovinsko vloga mame. In se mi zdi, da če se s tem mogoče ne začneš ukvarjati prej, potem enostavno ni ne časa in niti energije, da bi se mogoče tega lotila enkrat, ko imaš družino. In takrat tudi, če se skrbi za družinski proračun, pa moje zmanjka časa, zanimanja, energije, da bi se lotevala česa novega. So zato tiste, ki se tega vendarle lotijo, res boljše in uspešnejše od svojih moških kolegov? Bi rekla, da je to dosti osebnostno pogojeno, ampak ja, mogoče pa ženske kdaj veljamo za manj impulzivne, da imamo bolj dolgoročni pogled in se zaradi tega mogoče kasneje odločimo za kakšne odločitve, da smo bolj previdne, ampak kot sem rekla, to ni nujno povezan s spolom, lahko je to tudi sam z osebnostjo, koliko si previden, koliko si nagnjen k tveganjem in je dosti odvisen od tega. In tudi ona je jasna, začeti je treba čimprej, najbolje že v otroštvu. Da bi s tem nekako odraščali, da se nam niti ne bi bilo treba lotevati z nule enkrat potem kasneje, da bi nam bilo to že bolj poznano. Ampak, kot sem rekla, vidim, da je vedno več zanimanja tako med sovrstnicami in sovrstniki. Mi veliko piše, kako bi oni lahko začeli, kako začeti. In se mi zdi, da veliko temu doprinese tudi dostopnost. Zdaj je dosti bolj dostopno investiranje, kot je bilo že 10 let nazaj, naprimer. In zdaj se lahko začne že z naprimer 100 evri, kar mogoče prej ni bilo omogočen. In zaradi tega se mi zdi tudi, da je to zanimanje nekoliko večje. Obeti so torej dobri, seveda pa jih je mogoče vedno izboljšati. Zato še enkrat, znanje, znanje, znanje in pa prava mera previdnosti na eni ter tveganja na drugi strani. Na ta način uspeh ne more umanjkati, zaradi česar bomo na boljšem vsi. Mi s kakšnimi počitnicami več, državna blagajna pa, upajmo, z nekoliko manjšim minusom ali še bolje, celo plusom. Pa uspešno vlaganje in srečno. Za kakšen dober nasvet oziroma dodaten namig pa je tu za vas vedno vlagatelj Max, ki lahko v okviru financ maksimizira tudi vaše naložbe. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost.